Pozdravljeni in dobrodošli na današnjem dogodku z naslovom Digitalna transformacija po COVID-19. Nujnost, ne izbira, ki ga v Združenju za informatiko in telekomunikacije pri Gospodarski zbornici organiziramo skupaj z Deloitte, Digitalnim inovacijskim stičiščem Slovenija in IKT horizontalno mrežo, ki je del Združenja za informatiko in telekomunikacije in SRIP-a Pametna mesta in skupnosti. Moje ime je Nenad Čutanovac, sem direktor Združenja za informatiko in telekomunikacije. Veseli me, da ste se odzvali na vabilo na ta dogodek v tako lepem številu. Prijav je bilo več kot 260. Dobrodošli torej na neki način v novi realnosti, ko smo vsi z danes na jutri začeli delati in živeti drugače, kot smo bili navajeni, in ko morda nič več ne bo tako, kot je bilo. Veseli me, da digitalizacija v tem kriznem obdobju pomembno prispeva k nadaljevanju dela mnogih zaposlenih. Ocenjujemo, da v tem obdobju zaostajenih ukrepov dela od doma približno 25% zaposlenih, pa tudi nadaljevanju izvajanja učnega procesa v celotnem izobraževalnem sistemu v Sloveniji in drugih elementov družbenega in zasebnega življenja. Na tem mestu bi želel omeniti pobudo Združenja za informatiko in telekomunikacije, poimenovano Digitalna solidarnost, v katero je vključenih skoraj 30 podjetij s posebno solidarno ponudbo za podjetja v korona času. Prav tako bi želel pohvaliti solidarne pobude članov našega združenja za podporo slovenskemu zdravstvenemu sistemu in pa pobudo do MGRT-ja za podporo digitalizaciji malim in srednjim podjetjem s posebnimi COVID-19 ukrepi. Tudi mi na GZS-ju v tem času delujemo popolnoma drugače, skoraj v celoti nadaljavo. Tudi današnji dogodek je del spremenjenega načina dela. Izkušnje so odlične in odpirajo mnoga vprašanja za naprej, za prehodno obdobje, recimo vsaj naslednjega enega leta, in pa tudi seveda dolgoročno. Verjamem, da tudi pri nas marsikaj nikoli ne bo več tako, kot je bilo. Zdi se mi za vse nas zelo pomembno, da nove izkušnje in kompetence uporabimo za razmislek glede načina dela in življenja, ki bi bil boljši za vse nas. Z nami na današnjem dogodku bodo Ambrož Homar in Jurij Kodre Deloitte, Andreja Lampe, Združenje za informatiko in telekomunikacije, Katja Mohar-Bastar, Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije. Program današnjega dogodka pa je naslednji. Uvodoma si bomo pogledali na kratko, kakšno je stanje digitalne zrelosti v Sloveniji, kako pomembno vlogo so odigrale v teh zadnjih dveh in pol mesecih digitalne tehnologije, in pa malo bolj dolgoročno, kaj je strateški vidik digitalne transformacije, ne samo v tem prehodnem obdobju, vendar tudi dolgoročno. To teorijo na nek način bomo podkrepili z konkretnimi primeri uporabe digitalnih tehnologij na 5 vsebinskih področjih. Seveda, tehnologija mora delati za človeka, za organizacije, torej je to vidik, ki se ga bomo tudi dotaknili. V zadnjem predavanju pa pogledali, kakšni so ukrepi in podpora države pri digitalizaciji podjetij s fokusom na mala in srednja podjetja. Po nekaj zaključnih misli bomo imeli približno 15 minut časa za vaše vprašanja, zato vas vabim, da v funkcijo Q&A, ki jo imate na voljo, posredujete vaše vprašanja, lahko tudi že med predavanji. Celoten dogodek je načrtovano, da bo trajal 1 uro. Po dogodku bodo za vse udeležence na voljo prezentacije z dogodka. Bomo veseli še posebej ocene tega webinarja, povabili pa bomo tudi k izpolnitvi ankete o digitalni zrelosti podjetij, ki jo izvaja Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije. Verjamem, da ste si zdaj že skuhali dobro kavico, želim vam zanimivo in koristno popoldne z nami. Zdaj pa na virtualni oder vabim sodelavko Andrejo Lampe za predstavitev stanja digitalne zrelosti v Sloveniji. Andreja, izvoli. Hvala, Nenad. Dragi udeleženci, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni. Moje ime je Andreja Lampe in prihajam iz Združenja za informatiko in telekomunikacije pri Gospodarski zbornici Slovenije, kjer vodim IKT horizontalno mrežo. Torej, danes zmagujejo podjetja, ki znajo z uporabo informacijskih tehnologij ustvariti vrhunsko uporabniško izkušnjo in hitro prilagajati poslovne modele. To so področja, s katerimi se danes ukvarjajo uspešni
Pri nas pa, kot bomo videli malo kasneje iz rezultatov raziskav, se večinoma ukvarjamo šele z digitalizacijo osnovnih poslovnih procesov in prepričevanjem, ali bi res vlagali v digitalizacijo in kompetence zaposlenih. Po indeksu DESI, torej Digital Economy and Society Index, ki ga je oblikovala Evropska komisija za merjenje digitalne zrelosti, Slovenija zaseda trenutno 16. mesto med 28 državami članicami in zdaj že drugo leto zapored vsako leto izgubimo eno mesto. Predvsem zaostajamo pri uporabi internetnih storitev in človeškemu kapitalu ter integraciji in digitalnih tehnologijah v podjetju. Po ugotovitvah raziskave svetovalne hiše McKinsey & Company iz leta 2019, The Rise of Digital Challengers, torej vzpon digitalnih izzivalcev, je stanje na področju digitalnih kompetenc še posebej kritično pri starejših. Zelo zaostajamo pa pri uvajanju ali pa izvajanju digitalne ekonomije. Slovenija pri tem kazalniku res močno zaostaja, že v primerjavi z državami v centralni in vzhodni Evropi, torej do neke mere našimi neposrednimi konkurenti, v primerjavi z digitalnimi šampioni iz severnih dežel, kot je tu na primer Švedska, pa je zaostanek res kritičen. Torej, če govorimo razlika med Slovenijo in Švedsko je res ogromna. Na področju digitalizacije so se celo v Sloveniji prav vsi sektorji z izjemo državne uprave oziroma javne uprave uvrstili pod povprečje. Kar je ključno pa je, da ta raziskava Slovenijo uvršča med države v regiji, ki potenciala digitalizacije zaenkrat nikakor ne izkorišča dovolj. Ta bi po omenjeni raziskavi lahko slovenskemu gospodarstvu do leta 2025 zagotovila dodatnih 2,1 milijarde evrov v bruto domačem proizvodu. Pa poglejmo še čisto svežo raziskavo, ki trenutno še teče pri Digitalnem inovacijskem središču Slovenije z naslovom Stanje in potrebe na področju digitalizacije v podjetjih. Rezultati te raziskave bodo v pomoč Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo pri snovanju ukrepov in tudi podpornih instrumentov na področju digitalizacije in razporejanju sredstev za digitalizacijo v okviru aktivnosti digitalnega inovacijskega stičišča in podpornih ukrepov. Po delnih rezultatih raziskave ima nekje 28% družb zapisano formalno strategijo digitalizacije, pri 41% je implementacija le-te v teku, v 28% je načrtovana za letos in v 22% v naslednjih 3 letih. Torej, res ne jemljemo še prav resno, morda pa nas bo ta korona kriza prepričala, da je to res nujno. Odraz nerazumevanja potenciala digitalizacije, po mojem mnenju, kažejo tudi mnenja, da zgolj 15% vprašanih pričakuje vpliv digitalizacije na učinkovitost poslovanja in zgolj 12% na razvoj novih izdelkov in storitev. Ko pa smo sedaj prav čisto vsi začutili, da tisti trgovci, ki niso imeli urejeni spletnega nakupovanja in dostave, niso mogli prodajati storitev, mi kot potrošniki pa jih dobiti. Respondenti navajajo, da so glavni razlogi za neizvajanje digitalne strategije pomanjkanje finančnih sredstev, preobremenjenost njihovih kadrov in visoki stroški digitalizacije.
Ta raziskava je še v teku, zato vas lepo vabim k sodelovanju, da bomo imeli vsi skupaj boljši vpogled v stanje digitalizacije. Na koncu dogodka vam bom posredovala povezavo, pa tudi v zaključnem e-mail sporočilu jo boste dobili, tako da lepo vabljeni, ker bodo rezultati v obliki publikacije na voljo tudi sodelujočim. Takole, če morda strnem misli, Slovenija ima za nov razvojni pospešek gospodarske rasti res vse možnosti, nujno pa moramo ukrepati na 3 ključnih področjih. Prvo in res nujno je razvoj digitalnih veščin zaposlenih in seveda tudi širše prebivalstva, pospešene investicije v digitalizacijo, tako v gospodarstvu kot v javnem sektorju, in res večja podpora inovacijam, podjetništvu in razvoju digitalne ekonomije. Prepričana sem, da je za uspešno digitalizacijo nujno in odločilno sodelovanje vseh akterjev, organizacij, svetovalnih hiš, ponudnikov države, naročnikov. Zato vas vabim, da se povežete z nami in vas bomo usmerili do vira pravih informacij za začetek ali pa upam pospešek vašega procesa digitalizacije. Hvala za vašo pozornost. Besedo pa predajam Ambrožu Homarju iz svetovalne hiše Deloitte. Izvoli. Andreja, hvala lepa. Lepo pozdravljeni še z moje strani. Sem Ambrož Homar in v poslovnem svetovanju delujem že približno 4 leta z enoletno prekinitvijo v blockchain startupu. Sicer se pa s strankami sodelujem na projektih, kot so poslovne strategije, tehnološke strategije, prenove procesov in podobno. Prva tema, ki bi se jaz rad dotaknil, je, kako nam je v bistvu tehnologija pomagala pri neposrednem odzivu na posledice COVID epidemije, in sicer prvi odziv jasno delo od doma, ko je veliko število zaposlenih se v bistvu morali naučiti uporabljati nova orodja, kot so Skype, Zoom, Teams in tako dalje. Mogoče smo s temi začetnimi koraki zadovoljni, ampak pomembno je, da ta orodja res znamo uporabljati, pa da mogoče tudi razmislimo, katero od teh so nas naredila bolj učinkovite, kot smo mogoče bili pred tem, ko jih niti nismo poskusili. Naslednja točka, ki smo jo morali narediti, je v bistvu preveriti, kaj se zares dogaja v poslu, in tukaj klasično poročanje čez neke PDF-je oziroma sprintana poročila ne pride več v poštev. Pač vodstva so rabila vedeti stanje na dnevnem nivoju in tukaj nam zelo prav pridejo orodja poslovne inteligence, kot so Tableau, Power BI in tako dalje. Jasno, strankami smo tudi morali nujno komunicirati v tem obdobju in kako drugače kot pač čez digitalne kanale. Spletna prodaja je postala praktično edina opcija za marsikatero podjetje in ta trend se bo samo še nadaljeval. Je pa korona kot taka povzročila tudi neka nova tveganja v dobavnih verigah in internih procesih zaradi odsotnosti zaposlenih, in tukaj so razna orodja, ki nas vnaprej opozarjajo na neke težave, ki se nam v dobavni verigi ali pa procesih dogajajo, spet zmanjšajo tveganja in pospešijo našo pravilno reakcijo na ta tveganja. Zdaj, ker se je veliko zgodilo tudi na prihodkovni strani, je potrebno narediti ponovne plane denarnega toka, prihodkov in tako dalje. In klasičen proces, ko si zaposleni izmenjujejo Excel tabele po mailu, seveda tukaj ni učinkovit. Podjetja, ki imajo napredna orodja, kot je Anaplan, lahko te scenarije, variante pripravijo bistveno bolj učinkovito. In ne nazadnje, veliko je bilo tudi ukrepov na kadrovskem področju, bolniške čakanja, v kakšnih primerih tudi odpuščanje, tukaj nam seveda neki napredni kadrovski sistemi zelo olajšajo delo. Zdaj, ko smo nekako to prvo fazo direktnega odziva na krizo izvedli, se mi zdi, da moramo razmišljati o neki dolgoročnejši vlogi tehnologije v novih razmerah, se pravi, katere tehnologije in kompetence moramo razviti, da bomo v tem novem svetu po koroni zmagali. In kar se tiče strateških vidikov, je seveda digitalna tehnologija kot taka spremenila kriterije, katera podjetja zmagujejo.
prva zadeva, zdaj, ko smo vsi dejansko na remote, na delu, na daljavo, je naenkrat trg delovne sile postal globalen. Ni več potrebna neka fizična prisotnost. Recimo, lahko povem za primer, Google je nameraval neko veliko investicijo narediti v nepremičnine v Silicijevi dolini, pa so se zdaj po koroni odločili, da te investicije ne bojo izvedli in bojo v bistvu s takimi sodelavci sodelovali kar nadaljavo. Drug pomemben vidik je, da vertikalna integracija nekako ni več zadostna za pomembne konkurenčne prednosti, se pravi, da si zagotovimo dostop od nekih virov do končnih izdelkov, ampak je zelo pomemben postal ekosistem, se pravi sodelovanje in z podjetji iz drugih industrij, tesnejše sodelovanje z strankami, drugimi partnerji, spet vsi vodilni, tudi tehnološki igralci delajo na tem, da gradijo ekosisteme. Kaj je tehnologija še spremenila? Naenkrat so v industriji začeli upadati, če tako rečem, izzivalci iz drugih industrij. Recimo Skype je bil pač tehnološko podjetje, ki naenkrat, kako bi rekel, presenetil Telekoma, ki so imeli monopol nad telekomunikacijami. Zdaj se nam pa dogajajo tudi drugi prehodi. Recimo banke so bile edine, ki so izvajale plačila, pa je mogoče zdaj ti prej navedeni telekomi tudi lahko vstopajo v to dejavnost. Kar se še dogaja, je, da se vzpostavljajo tako imenovani nadgrajujoči poslovni modeli, se pravi, da kot neke komponente sestavljamo storitve oziroma produkte drugih podjetij in sicer na dnu, se pravi na najbolj osnovnem nivoju, zmagujejo veliki z nekimi ekonomijami obsega. Recimo primer tega bi bila infrastruktura, računalniška infrastruktura v oblaku, medtem ko pa na zgornjih nivojih pa nekako konkuriramo z inovativnostjo in uporabniško izkušnjo, kjer je pa prostor tudi za manjše igralce. Kar zdaj ti in še kakšni drugi nenavedeni faktori pomenijo, da nek tradicionalen pristop k strategiji, ko smo si zadevo začrtali za 5 let naprej, pač ne deluje več, da je bistveno bolj pomembna neka agilnost, prilagajanje signalom iz okolja in na to moramo od zdaj naprej pač dejansko praktično vsi računati. Zdaj, ko se pa enkrat vprašamo, kako strateško se želimo pozicionirati, se mi zdi pa, da je en prvi korak tak, da se pošteno vprašamo, kako digitalno zreli smo v tem trenutku, da pogledamo vse relevantne dimenzije, se pravi, kako digitalni smo v nekem odnosu do strank, ali naša poslovna strategija odraža digitalnost v pravi meri, a uvajamo tehnologije, ki nam bojo pomagale rasti v prihodnosti, kako digitalni so naši interni procesi in pa je naša kultura in organizacija prilagojena temu novemu svetu. Zdaj, ko smo enkrat recimo na čisti sliki, se moramo pa tudi vprašati, kam zdaj vlagati in sredstva in čas. In tukaj imamo recimo dve glavni opciji. Eno je interna učinkovitost, drugo so pa tudi neki novi digitalni prihodki. In tukaj je res pomembno, da se vprašamo iz naše konkretne situacije podjetja ali pa panoge, v kateri delujemo, kje bomo dobili večje efekte. In zato se moramo postaviti tudi zelo točna merila, kaj so naši poslovni cilji in kje želimo, da nam bo tehnologija pri tem pomagala. Zdaj, ko pa enkrat imamo to, kako bi rekel, razčiščeno, se pa treba lotiti tudi implementacije. In kot naslednjo temo bi predlagal, da pogledamo par primerov konkretne uporabe digitalnih tehnologij. Z Jurijem so si jih zamislila enih 5 in sicer najprej bi pogledali poslovno inteligenco, potem digitalno prodajo in odnose s strankami, področje velikih podatkov, umetne inteligence in podatkovne analitike, digitalizacijo internih procesov in pa za konec še kibernetsko varnost. Pa bi kar mogoče začel z poslovno inteligenco. Ta ima res velike prednosti pred nekim klasičnim poročanjem skozi dokumente, bodisi PDF-je ali pa printane. Uporabljamo lahko res napredne vizualizacije, ki nam jih omogočajo orodja, kot so Tableau, Power BI. V Sloveniji imamo tudi podjetje, ki ima zelo dober plugin za vizualizacijo finančnih podatkov, Zebra BI,
ki imajo bistveno večjo pripovedno moč za odločevalce. Se pravi, da jim podatki dejansko nekaj povejo, na podlagi česar se lahko potem oni odločajo. Taka platforma tudi omogoča, da so ta poročila vezana na neke dejanske žive podatke, se pravi, da se ne odločamo z zamikom, ampak takrat, ko je to potrebno, povezani smo na informacijske sisteme podjetja in taka poročila lahko pregledujemo tudi na mobilnih napravah in dostop je varen in segregiran za posamične skupine uporabnikov. Zdaj, kako se pa enega takega projekta uvedbe poslovne inteligence lotimo? Prvi korak je, da z odločevalci nekako uskladimo ključne indikatorje, se pravi metrike, na podlagi katerih se oni želijo odločiti oziroma na katerih bi radi sprejemali poslovne odločitve. In tukaj je res pomembno, da je to prvi korak, ker na koncu moramo prikazovati tisto, na podlagi katerega bojo odločevalci stvari res naredili. Jaz sem na takem projektu sodeloval, na eni bančni skupini smo šli do vseh članov uprave in tak nabor kazalnikov dejansko uskladili. Vidite, da ima neko tako logično hierarhijo, da so kazalniki logično pogrupirani in s tem gremo v bistvu potem lahko v naslednjo fazo. Ta je, da nekako pripravimo prototip, za katerega sem jaz rekel, da je na papirju, sicer je bil narejen v PowerPointu, ampak to v bistvu pomeni, da z odločevalci uskladimo še izgled tazga poročila ali pa tazga dashboarda, da povejo, kakšne grafe bi radi, kakšne frekvence in tako dalje. In ta nam potem služi kot osnova za dejansko implementacijo v BI orodju. V ozadju pač moramo pripraviti podatke iz IT sistemov podjetja in pa potem to vizualizacijo zimplementirati v BI orodju. Približno takole, kot vidite na slajdu, potem tak dashboard zgleda. In vsi odločevalci, ki se radi odločajo na podatkih, so pač na tem res navdušeni. In ravno ta nekak kompetenca ali pa lastnost, da smo se pripravljeni odločiti na podlagi podatkov, ne samo nekih intuicije ali pa improvizacije, se mi zdi pomembna, zato sem pač začel z tem področjem. Vsekakor so pa za podjetja najpomembnejše stranke. No, in na tem področju, se pravi digitalne prodaje in odnosih s stranko, se mi zdi pa pomembno poudariti, da tudi če prodaja dejansko poteka fizično in tradicionalno, je veliko korakov, ki se pred to prodajo ali pa za njo zgodijo dejansko kljub vsemu na digitalnih spletnih kanalih. Ljudje o nas zvejo na internetu, berejo, reviewujejo naše storitve oziroma produktu, delijo izkušnje z našimi produkti, tako da tega praktično nobeno podjetje ne more zanemariti. Kar se same spletne prodaje tiče, pa ja, globalna rast je ogromna, pač redko katera panoge rastejo 20% letno. In COVID je pač dal dodaten pospešek. Tukaj na desno zgoraj vidite graf prvega tedna aprila, da takrat so v bistvu spletna prodaja živil, računalniške igrice in pa prenos videa so rasli eni okrog 80% letno stopnjo, drugi pa okrog 50%. Zdaj, pri vsej tej rasti, ki se na trgu dogaja, se pa seveda razvija tudi tehnološka podpora. Spletna stran Chief Martech spremlja razvoj tehnoloških storitev, ki podpirajo marketing in prodajo, in od leta 2011 je število teh orodij zraslo iz 150 na 8000, kar je res neka izjemna rast po celem temu steku prodaje in odnosov s strankami. Zdaj, sama spletna prodaja, pač lahko rečemo, osnovna stopnja je, da smo na spletu prisotni, seveda pa obstajajo različni nivoji zrelosti. In eden od pomembnih trendov ali pa naprednih pristopov je personalizacija. Se pravi, da za stranke prilagajamo našo spletno in prisotnost in ponudbo glede na njihove značilnosti. V primeru banke bi recimo to pomenilo, da jaz vidim in drugačen interfejs in drugačne produkte, kot mogoče nekdo drug za drugačnimi potrebami. Kar pa zdaj za to personalizacijo dejansko stoji, je pa na eni strani zajem bogatih podatkov o stranki, se pravi v nekem in spletnem obnašanju
preteklih nakupih, demografijo in tako dalje, ki jih zajame potem tako imenovan personalization engine, zgenerira podatke, iz katerih lahko sklepamo o tem, kaj določena stranka potrebuje in to plasira na razne prodajne kanale, bodisi e-mail, lahko telefon, v poslovalnico, v oglase in tako dalje. To mogoče na hitro na prodaji. Zdaj, kaj dejansko stoji zadaj, pa da taki sistemi lahko delujejo, pa mislim, da bo malo več povedal v naslednji temi, kar Juri, ki bo pa pokril tematiko velikih podatkov, podatkovne analitike in umetne inteligence. Juri, prosim. Najlepša hvala, lep pozdrav vsem skupaj. Jaz sem Juri Kodre, tudi prihajam iz svetovalne družbe Deloitte. Tam se ukvarjam z večjimi IT implementacijami pri večjih podjetjih, predvsem bankam, pa tudi z podatkovno analitiko in analizo tveganj, večinoma vezano na banke in finančne inštitucije. Tako da in zdaj si mogoče dajmo pogledati, kaj nam prinaša digitalizacija na področju podatkov. Zdaj, če začnemo s tem, da v bistvu pogledamo, kolikor želimo slediti trendom, jih pogledamo v bistvu lahko na Google in pogledamo, koliko je kakšen search term oziroma iskalno geslo lahko popularno na Google. Sprav, koliko ljudi razmišlja v bistvu o tem in se s tem ukvarja. In vidimo tukaj zdaj nekako časovno vrsto tega povpraševanja od leta 2004, kjer imamo pač normiran na nekako 100, da je bilo maksimalno povpraševanje. Tako da, v bistvu, če začnemo z temi big data, z velikimi podatki, vidimo, da imamo tam nekje med 2012 in 2014 imamo v bistvu zelo velik porast povpraševanja po teh big data. Se pravi, po hitri obdelavi velike količine oziroma ogromne količine podatkov, ki so po možnosti tudi nestrukturirani. Ampak da je potem v zadnjih letih recimo stabilna oziroma da še celo v zadnjem času malo upada. Se pravi, kolikor je bila kar naenkrat prednost, da smo dobili neko možnost paralelnega procesiranja podatkov, se pravi nekako razdelitve podatkov na manjše dele in potem razdelitev pač nalog po našemu klastru. In s tem seveda razširljivost pri povečanju števila podatkov, številu strank in tako naprej, je bilo treba pač sorazmerno dodatno število, mogoče ne ravno najdražjih mašin kupiti, v glavnem važno je bilo število, da smo lahko sledili tem ogromnim količinam podatkov. Se pa trend v zadnjem času zmanjšuje, ker v bistvu se je pojavil več ali manj nov trend, ki to nadomešča in temu se reče rešitve v oblaku. Kaj nam rešitve za pač te iste funkcionalnosti v oblaku omogočajo, da pač za neko mesečno vsoto najamemo pri velikih ponudnikih neko procesorsko moč shranjevanja podatkov, določene tipe obdelave in se nam v bistvu pri nas ni treba ukvarjati lokalno s tem, kako bomo določene sistemske strokovnjake zaposlili in v bistvu kakšen tip mašin je treba porabiti, tudi nekako ni potrebe po nekih velikih projektih, velikih infrastrukturah in tako naprej, ker v bistvu lahko to nekako dobimo oziroma najamemo drugje. Tukaj v zvezi s tem boste slišali razne ključne besede, kot so Hadoop Spark, deloma tudi Scala, Python in tako naprej.
Tisto, kar pa še vedno nekako, o čemer je bilo skozi že od leta 2004 nazaj govora, pa ga je v bistvu zdaj čedalje bolj, je neka umetna inteligenca. Strojno učenje, hvala, Ambrož, se pravi, neko strojno učenje, kjer v bistvu recimo s tem, da smo lahko zelo že prej uspeli nekako avtomatizirati in optimizirati določen del procesov, ki je bil v bistvu bolj preprost, rutinski in standarden, se ukvarjamo s tem v zadnjem času tudi, da bi določen del odločanja prepustili umetni inteligenci. In takoj, ko pridemo na neko spet večjo količino podatkov, se nam to lahko tudi zelo hitro splača, ker preprosto človek sam več kot določene količine podatkov tudi nekako ni sposoben dobro videti. Tako da prednosti so hitra odzivnost, odločanje in seveda napredna avtomatizacija procesov. Do tega, da pridemo do podatkovne analitike, se pravi, kakor je Ambrož omenil, te BI, se pravi, predstavitev podatkov, je dobro, da tisti, ki te podatke tudi pripravlja, oziroma ki dobi veliko količino nestrukturiranih podatkov, zna s tem tudi kaj narediti, oziroma izdela dobre napovedi. Se pravi, napovedi so ponavadi podlaga za neko odločanje na višjih ravneh podjetja, se pravi za neke akcije, in kolikor dobri so modeli in kolikor dobre so napovedi, so kvalitetne tudi odločitve podjetij na koncu koncev. Se pravi, Ambrož, zdaj pa. Dobro, se pravi, tukaj, če pogledamo nekaj zanimivejših primerov, v navezavi na to, kar je Ambrož omenjal, je seveda pomembna podatkovna analitika. V zadnjem času se pojavljajo razni projekti oziroma v tujini razne iniciative, da se v bistvu stranko, v bistvu nekako njihovo obnašanje analizira in skuša ugotoviti, kaj in zakaj se odloča, kolikor se odloča. Zdaj, če pogledamo tukaj tipično pot stranke, imamo od tega, da se informira, dobimo neki interes, tudi potem, da se obišče našo trgovino oziroma podjetje, do neke interakcije, plačila in potem tudi pač dela, ko se transakcija zaključi, do tega, da se seveda, če smo dobri, ta krog lahko tudi sklene. Tukaj lahko odgovorim tudi na eno vprašanje, ki je bilo že zgodaj zastavljeno, se pravi, ali lahko obvladovanje tega customer experience, se pravi, experience pač vpliva na zmanjšanje potrebe po oglaševanju zaradi fokusiranja na ciljne potrošnike. Seveda, se pravi, to oglaševanje tipično vpliva na prvi del te tipične poti stranke, medtem ko naš customer experience vpliva na preostal del. Se pravi, kolikor je važno, da stranko v bistvu informiramo, vzbudimo potrebo in jo pripeljemo k nam, je v bistvu dober customer experience, pomeni, da v bistvu bo lažje ta interes potem vzbuditi, ko se bo ta potreba v bistvu ponovila. Pa tudi zato, da imamo lahko nekaj oglaševanja čisto preprosto več z ust do ust glede kvalitete samega experience, se pravi samega oglaševanja med strankami o dobrem customer experience, ki so bili deležni v nas. Tako da, po mojem mnenju, je v bistvu odgovor definitivno ja. In seveda tukaj ena od naših iniciativ skuša nekako real time analizirati to pot, tudi analizirati te marketinške kampanje in
njihove odzive in seveda spremljanje dogajanja in znamk na socialnih omrežjih. Tako da, zdaj tukaj, če gremo naprej. Hvala. No, tukaj je v bistvu opis enega projekta v zadnjem času, ki ga izvajamo oziroma smo ga izvedli na področju Big Data, velike količine podatkov. Se pravi, tipično, kar smo želeli narediti, je, da smo želeli prilagoditi nek obstoječi izračun, ki je bil narejen na starejših platformah, da bi v bistvu deloval v real time pri lahko tudi mnogo večji količini podatkov. Zdaj tukaj imamo na levi strani imamo neko pot teh naših podatkov, kako je izgledala, od tega, da dobimo iz naše podatkovnega skladišča podatke, jih premapiramo, kar je pomembno, da jih tudi razdelimo, potem naredimo naše analize, kalkulacije in potem vrnemo v Data Warehouse. Zdaj, navadno pri tem Big Data naletimo na probleme, kot so štetje besed v nekih dolgih romanih in tako naprej, kjer je v bistvu to razdeljevanje problemov zelo enostavno. Pač vsak vzame vsak od tistih naših worker nodov v klastru vzame del besedila in prešteje besede in se potem da skupaj. Medtem, ker tukaj je lahko stvar hitra bolj kompleksna, ko pridemo do podatkov, ki se navezujejo drug na drugega in morajo biti v bistvu nekako konsistentni znotraj vsakega dela za kalkulacijo. Zdaj pa, če gremo še naprej. Pridemo na koncu do... Juri, mogoče samo malo moramo pospešiti. Se počujem. Se pravi, v zadnjem času je tudi popularna ta analiza oziroma respons na COVID-19. Tukaj smo tudi v povezavi z našimi izkušnjami in z našo predhodno rešitvijo, ki je sledila določenim boleznim, pripravili tudi neko napredno analizo dashboardov in ocene tveganja za določene ljudi in kraje, glede na razne segmente in glede na razne dejavnike tveganja, glede tudi koronavirusa. Tako da tukaj je pač nek del, ki ga je mogoče tudi precej dobro podpreti in izboljšati odločanje glede na odzive na COVID-19. Tako da hvala, Ambrož, zdaj pa ti predajam nazaj besedo. Hvala lepa. No, jaz bi se pa v naslednji točki dotaknil digitalizacije procesov in sicer aktivnosti, ki je rečemo procesno rudarjenje. Pomembno se mi zdi poudariti, da ko govorimo o procesih, je nekako dobro, da jih razumemo kvantitativno. Se pravi, da gledamo neke številčne metrike, rezultate, ki nam kažejo na to, kako se procesi izvajajo, in procesno rudarjenje je točno to. Se pravi, gre za neko zajem podatkov iz sistemov, ki jih zaposleni v procesu uporabljajo. Pogledamo, kje aktivnosti, dogodki se v teh sistemih dogajajo, ki prihaja do nekih zamikov, čakanja, vračanja v prejšnje točke procesa in iz tega sklepamo, kakšne optimizacije moramo dejansko izvesti. Pa bi kar pogledali en konkreten primer in sicer vnašanje podatkov o računih v sistem. Na levi strani vidimo, da v nekem začetnem procesu se v bistvu to izvaja relativno počasi, veliko računov je bilo izvedenih po dnevu 4, celo do dneva 15. To smo zaznali pri pregledu ERP-ja in ker je to relativno enostaven proces, je primeren tudi za robotsko avtomatizacijo. To pomeni, ta robot lahko, se pravi, vzame ta fajl, v katerem račun je, se vpiše v ERP sistem, vnese podatke in kontaktira odločevalca, ki bi morali tak račun potrditi, razna odstopanja. Ko to potrditev dobi, spet vpiše informacije v sistem in račun je sprocesiran. Ko spet zaženemo procesnega rudarjenja, vidimo, da smo skrajšali povprečen čas vnosa na 3 dni, da je bistveno manj nekih primerov, ko je ta nanos trajal zelo dolgo in da smo s tem skrajšanjem podjetju omogočili, da bo dejansko lahko neke komercialne popuste
na hitrejša plačila zrealizirajo, kar prej ni bilo možno. Tukaj imamo v bistvu sodelovanje dveh tehnologij, ena je procesno rudarjenje, se pravi razumevanje procesa, in na drugi strani še robotske avtomatizacije, ki bi jo še na hitro pogledali, se pravi, o čem v resnici govorimo, ko govorimo o robotih. To so neki relativno enostavni računalniški programi, ki simulirajo človeško interakcijo z večjimi informacijskimi sistemi, ki nekako povezujejo različne funkcije v aplikacijah, preverjajo podatke, jih analizirajo, zapisujejo, usklajujejo in tako dalje. Zdaj, zakaj so pa pri tem bolj učinkoviti? Je pa zato, ker lahko delajo tudi izven delovnega časa, imajo bistveno manjšo možnost nekih človeških napak, kot je pretipkavanje in tako dalje, kar pomeni, da so za neke ponavljajoče procese, kjer so pravila relativno enostavna, bistveno bolj učinkoviti. Robotska avtomatizacija je tudi ena od tehnologij, kjer se mi zdi, da je nekako investicija najhitrejše povrnjenja, tako da v podjetjih, ki imajo neke velike zaledne službe, lahko s takimi optimizacijami res hitro pridemo do rezultata. Tako, to bi bilo na hitro o digitalizaciji procesov. Zdaj pa še mogoče zadnja tema, ki je pa v času remote worka in korone še posebej aktualna, bi bila pa kibernetska varnost, pa bi spet prosil Jurija za predstavitev. Dobro. Na kratko o kibernetski varnosti spet imamo v bistvu visoke in naraščajoče trende glede kibernetske varnosti. In v bistvu to vidimo tako kot v bistvu ta kibernetski kriminal raste eksponentno in je tudi čedalje bolj sofisticiran. Tako da lahko ga primerjamo tudi z neko tako podtalno vojno, kjer imamo dve strani, najprej na eni strani ta spletni kriminal, po drugi strani pa ostale udeležence omrežja, ki se želimo pred tem zaščititi, in v bistvu oboje postaje bolj sofisticirano, zato tudi na strani kibernetske varnosti se je treba redno prilagajati. Problem je v tem tudi, da v bistvu v zadnjem času, ko imamo to hitro šok digitalizacijo in spremembo okolja, prehod na delo od doma in tako naprej, da se pojavljajo tudi zelo nove varnostne luknje zaradi hitrega prilagajanja in zaradi novega načina dela. Kar se tiče kibernetske varnosti, nimamo samo nekako orodja, kot so požarni zidovi in tako naprej v mislih, ampak v bistvu širšo sliko, kot je naše ravnanje, kako se zaščitimo, kako spremljamo dogajanja in kako izgleda tudi naš odziv potem, ko se kakšna nesreča oziroma vdor tudi zgodi. In tukaj imamo recimo en tak primer periodnega sistema vseh stvari, ki jih za dobro kibernetsko varnost moramo poskrbeti. Tako da zdaj gremo lahko naprej. Tukaj v Deloittu trenutno preučujemo možnosti povezovanja kibernetske varnosti z umetno inteligenco, ker so stvari tako sofisticirane, ker je treba spremljati veliko količino dogajanja real time in ker so pomembne dostikrat hitre odločitve. Tako da tukaj računamo, da bo v naslednjih letih prišlo tudi do močnega napredka in seveda tudi prihrankov tako pri specialistih, ki jih trenutno primanjkuje glede tega, kot tudi pri infrastrukturi, ki je pomembna za dobro varnost. Tako da, Ambrož, prej. Ja. Zdaj, ko smo nekako pokrili napredno tehnologijo, pa umetno inteligenco, pa kibernetsko varnost in tako dalje, je pomembno, da se ostajamo še pri nekako človeških oziroma organizacijskih vidikih, ki so pri implementaciji digitalne transformacije velikokrat ključni, ampak tukaj imamo veliko diskrepanco med tem, koliko vodilnih misle, da bo digitalna transformacija res spremenila njihovo industrijo in takih, ki
so nekako prepričani, da jim bo ta človeški del uspel. Se pravi, vodilni mislijo, da nimajo pravih talentov, da nimajo pravih vodij, tudi reorganizacije, ki jih planirajo, imajo zelo nekako mešane občutke, kaj bojo pri tem uspela. Zdaj, kar se tiče teh vseh poslovnih sprememb, ki jih digitalne tehnologije povzročajo, je recimo na individualni ravni pomembno, da nekako začnemo misliti drugače, se pravi, da začnemo misliti globalno. Velik del rasti v prihodnosti bo prišel iz drugih koncev sveta, kar pomeni, da se moramo dejansko začeti bolj zanimati za druge dele, druge kulture. Potem, da razmišljamo kot oblikovalci, se pravi, da res v ospredje postavimo potrebe strank. Growth mindset se mi zdi zelo pomemben termin, tudi knjiga na to temo. Se pravi, da res gledamo na sebe kot to, da lahko dosežemo napredek na vseh možnih področjih, da gledamo potencialne neuspehe kot neke korake k bodočim uspehom in da pri poslovnem delu uporabljamo res raznolike načine razmišljanja, od systems thinkinga, intuicije, logičnega razmišljanja in tako dalje. Ampak seveda niso vse prilagoditve samo na individualnem nivoju, prilagajati se morajo tudi organizacije. In tukaj je res organizacija znotraj podjetij ali pa skupnosti sledila razvoju tehnologije od neke surove moči v prazgodovini do formalnih hierarhij, srednje veku in dalje. Potem v nekih začetnih oblikah kapitalizma smo imeli funkcijske time, kjer so ljudje počeli res dobro definirane naloge. Potem smo ugotovili, da je poslovanje bistveno bolj kompleksno in da rabimo matrično organizacijo. In zdaj smo na tem, da najnaprednejša podjetja dejansko opuščajo neke formalne strukture in pustijo ljudem, da v nekih omrežjih ekip delajo na točno določenih problemih vezanih na stranko. Tukaj bi rekel samo, da pač seveda vse organizacijske oblike niso primerne za vsa podjetja, da se lahko odločimo tudi za neko delno prilagoditev, se pravi, uvedemo neke manjše te avtonomne time in se počasi premikamo k večji prilagodljivosti. Kar se pa delovanja v ekipah tiče, sta pa dve glavni lastnosti, ki mislimo, da so zmagovalni za prihodnost, in sicer agilnost in pa sodelovanje. Pri agilnosti govorimo o tem, da delujemo hitro na podlagi nekih povratnih informacij, da komuniciramo pogosto in učinkovito, da se odločamo na podlagi podatkov in pa da neke naše produkte in storitve iterativno izboljšujemo z nekim krajšim ciklom in pogostim preverjanjem na trgu. Kot drugo, seveda, pa mora to podpirati sodelovanje, visok nivo zaupanja, nekakšen ekipni duh, se pravi, da mislimo na ekipo pred posameznikom, da člane ekipe vključujemo v načrtovanje in da odločitve, ki sprejemajo, nekako ta proces poteka transparentno. In zdaj, ko smo na točki sodelovanja, se mi zdi pač primeren korak, da predam besedo naslednji govornici, ki bo povedala, kako lahko z državo oziroma država sodeluje z nami na poti proti digitalni transformaciji. Katja, prosim. Najlepša hvala. Najlepša hvala za besedo. Moje ime je Katja Mohar-Bajster, prihajam iz Digitalnega inovacijskega stičišča Slovenije. Kar nekajkrat je bilo že omenjeno, da delamo anketo o digitalni zrelosti podjetij, o vaših potrebah. Ta anketa bo pa vplivala tudi na prihodnjo finančno perspektivo, ki jo oblikuje Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Zato dejansko udeleženci vas naprošam, da tisti, ki imate še to možnost, na to anketo odgovorite, da bomo dobili čim večji reprezentativni vzorec. Dih Slovenije deluje zdaj že leto in pol. V tem času smo na področju prej omenjenih kibernetske varnosti, digitalnega marketinga, digitalnih strategij in pa seveda kompetenc, mislim, da obdelali približno 1500 voucherjev. To sicer ne pomeni toliko podjetij, je pa to toliko zahtev za določene storitve, ki so jih ponudniki, katere najdete pri nas v katalogih,
naredili za podjetja, srednja in mala podjetja, ki potrebujejo storitve za hitrejši prehod v digitalizirano okolje. Zaenkrat je zadovoljstvo z našimi storitvami kar visoko, zato, ker je to ena od možnosti, ki jo lahko srednja in mala podjetja uporabijo, da ne riskirajo previsokih sredstev, zato da bi lahko pač naredili svojo digitalno poslovanje bolj vidno tudi svetu. Se pravi, digitalne trgovine lahko ali pa spletne strani, lahko pa tudi, kakor sta moja predhodnika že omenjala, celotno strategijo svojega poslovanja, kje se lahko digitalizirajo, kje je njihov najboljši izkupiček za to, da prehajajo v ta novi čas. Pred časom je bilo še tako, da se opravičujem, ker se ne držim toliko slajdov, ampak ste mi dala veliko iztočnic, tako da preden to pozabim, bom povedala, pa mislim, da tudi jih več ali manj poslušalci že kar dobro poznajo. V glavnem, hotela sem reči, da mogoče gremo na naslednji slajd. Pred časom te epidemije je bilo še nekaj razmišljanj strani malih in srednjih podjetij, če je potrebno uvajati digitalizacijo in take stvari, a je to predrago, a imamo mogoče strokovnjake ali ne. In potem se je čez noč zgodilo, da so zaposleni ostali doma in so morali delati od doma. Tako smo že nekajkrat smo se pogovarjali, da te ljudje so mogoče navajeni v podjetjih, da imajo tam IT strokovnjaka, da imajo nekoga, na koga se lahko obrnejo, ko so ostali sami doma, kjer so morali sebi za službo, otrokom za šolo, še marsikomu, recimo staršem razložiti, kako se lahko preko nekih video orodij povežejo z njimi, so se znašli v situaciji, kjer so videli, da morda njihove kompetence niso najbolj na ustrezni ravni. In pač zgodilo se je to, da se je v tem kratkem času kompetenčni nivo precej dvignil. DIH pa tudi zdaj planira projekt, da bi še bolj pomagal pri usvajanju kompetenc za mala podjetja, mala in srednja podjetja in pa za njihove zaposlene in seveda pač naključne obiskovalce. Poleg tega bi želeli ponuditi tudi nek hiter prehod v digitalizacijo, čim bolj individualiziran za podjetja in jaz res upam, da bomo lahko to vam čim prej ponudili in pa predstavili. Trenutno pa pač imamo še logistične zahteve, ki jih moramo izpolniti do konca. Še vedno pa mi delamo te stvari, po katerih nas poznate, zastopamo vavčerje za te področja, ki sem vam jih naštela. Pri nas najdete kataloge strokovnjakov, ki vam lahko pomagajo in pa sodelujemo na dogodkih in pa organiziramo delavnice. Tako da to bi bilo na kratko z moje strani, ker vem, da bi si želeli še marsikaj vprašati in pa na svoje vprašanje dobiti odgovore. Tako da bi se zahvalila. Hvala, Katja. Jaz tudi kar predlagam, da ključna sporočila bomo mogoče pustiti tukaj na zaslonu, ampak da se kar lotimo vaših vprašanj, ker gremo malo čez časovnico. Hvala predavateljem za vaše prispevke. S tem prehajamo v zaključno fazo dogodka. Majčkeno smo poskušali posortirati vprašanja, recimo eno tako z več skupnimi imenovalci je gotovo, kakšna je razlika med digitalizacijo in digitalno transformacijo? Ok, mogoče lahko jaz tega vzamem. Digitalna transformacija je nekako celovit proces prenove podjetja na podlagi vseh teh tehnologij, ki smo jih omenjali, se pravi in postopki, ki spreminjajo, kako ne rečem, tehnološko arhitekturo, procese, vidike zaposlenih in tako dalje. Digitalizacija je pa v osnovi to bolj ozek pojem, se pravi, da stvari, ki so bile včasih analogne ali pa papirne ali pa to, da jih spravimo v računalniške sisteme, je pa se mi zdi, da tudi iz praktičnih razlogov včasih ta termina malo zamenjujemo, ampak upam, da smo bili razumljivi.
pa še naprimer, videli smo odlične primere, te aplikacije so videti drage. Ali obstajajo tudi kakšna dostopnejša orodja, primerna za manjša podjetja? Tukaj bi bilo mogoče dobro vedeti, na kateri del prezentacije se sicer vprašanje nanašalo. Se mi zdi pa, da je v splošnem v tehnologiji trend in spravi manjših tehnoloških ponudnikov in mislim, da Juri lahko potrdiš tudi velikih, da se ne gre več v neke modele velikih investicij na začetku, ampak da se veliko teh tehnoloških storitev ponuja tudi po modelu nekako subscriptiona oziroma plačevanja po porabi in lahko to hitro postane dosegljivo oziroma vsaj tveganje za prevelike stroške ni veliko. Ja, tukaj se strinjam. Pač za velika podjetja so seveda velike investicije in veliki projekti, ampak v bistvu zadnje čase opažamo porast tudi recimo pri ponudbi svetovalnih hiš za v bistvu manjše obdelave. Naprimer za tisto procesno rudarjenje, ki ga je predstavil Ambrož, se v bistvu lahko pogovarjamo o analizi v bistvu avtomatski te analizi procesov v roku nekaj tednov, se pravi tam 4 do 6 tednov, v vsotah nekje okrog, ne vem, 10 tisoč evrov, s tem, da seveda to vključuje tudi prenos znanja na podjetje. Se pravi, da v bistvu se po koncu projekta tudi izurijo interni strokovnjaki, ki znajo potem naprej brez pomoči zunanjih svetovalcev početi te iste stvari. Hvala, Juri. Pa morda še tole, kako prepričati vodstvo in lastnike poslovnih procesov, da je nujno vlagati v digitalizacijo in investirati? Mogoče spet lahko jaz tega prevzamem. Prvo se mi zdi, pa to je tudi vprašanje, s katerim se svetovalci veliko soočamo, je, da je dobro, če se na začetku odločimo za neko malo hitro zmago. Se pravi, izberemo nek enostavnejši proces ali pa manjšo investicijo v tehnologijo, kjer pričakujemo rezultate v relativno hitrem času, ker nič ne prepriča toliko kot rezultati. Zato je dobro razmisliti, kje lahko naredimo res hiter efekt in se mi zdi, da razumno vodstvo bo pač tako stvar prepoznalo in dalo podporo tudi bodočim optimizacijam. Hvala vsem, ker nam zmaguje časa, bomo počasi zaključili. Naj še par informacij podam in sicer strinjamo se, da je tale koronavirus kriza digitalizacijo pospešila in lahko rečem, da smo ponosni na to, da je v panogi informacijske tehnologije res solidarna. Z akcijo Digitalna solidarnost pomaga številnimi brezplačnimi orodji, ki jih lahko uporabite, če že ne za daljšo uporabo, vsaj v tem času, da preizkusite vsa ta različna orodja in si boste pomagali pri uporabi digitalnih tehnologij brez večjih stroškov. Povezavo do informacij vam bomo delili v klepetalnici. Prav tako informacijo v zvezi z sodelovanjem pri raziskavi, pa tudi o zadovoljstvu s tem našim dogodkom. S tem zaključujemo današnji spletni dogodek. Zahvaljujem se vsem partnerjem dogodka, svetovalni hiši Deloitte, Združenju za informatiko in telekomunikacije, IKT horizontalni mreži, Digitalnemu stičišču Slovenije in seveda Gospodarski zbornici Slovenije. Predstavitev in tudi vse ostale povezave boste prejeli po elektronski pošti, na voljo pa bo tudi posnetek tega dogodka. Hvala vsem, da ste bili z nami. In se vidimo na naslednjem dogodku za večjo digitalno ambicijo Slovenije.
Hvala lepa.